No, najprej v imenu Janeza Janše, predsednika Slovenske demokratske stranke, ki tega ne more storiti osebno, zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko. Glasovali so za dobro ekipo, za dober program, za ljudi, ki bi ta program tudi izvršili. Žal te volitve niso bile poštene, zato ta rezultat ni legitimen. Na začetku volilne kampanje je bil z grobo zlorabo pravosodja iz volilne tekme izločen Janez Janša, predsednik največje stranke, ki je zmagala dober mesec dni nazaj na evropskih volitvah. Branko Masleša je odločanje namerno zavlekel v čas po volitvah, še več. Zadnji teden pred volitvami smo doživeli lansiranje nove sodne preiskave, 2 sodni obravnavi in nizkoten napad vrhovnega državnega tožilca na vodjo opozicije. Volitev, pred katerimi so vodjo opozicije postavljali v zapor, smo bili doslej navajeni v Belorusiji, Iranu, Ukrajini, državah oziroma režimih, s katerimi slovenska tranzicijska vladajoča elita v zadnjem obdobju goji prijateljske odnose. Na te nepoštene, nesvobodne in nelegitimne volitve je opozorila tudi Mednarodna demokratska zveza in tudi Evropska ljudska stranka, ki je pozvala k čimprejšnji odpravi nepoštene in nepravične sodbe. Žal se to ni zgodilo. Torej, te volitve po našem mnenju niso bile niti svobodne, niti poštene. Svobodo volitev je omejeval strah. Prvi odziv, prvo izjavo na rezultate, zahvalil se že volivcem, povedal je, da niso volitve bile poštene in tudi nelegitimne. Se pravi, gospod Černač, naslednje vprašanje. Ste vseeno razočarani? Razlika je velika v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Dobrih 26% ste takrat dobili. Je to poraz stranke? Najprej seveda v imenu Janeza Janše, predsednika Slovenske demokratske stranke, ki tega ne more storiti osebno, zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko, za dober program in odlično kadrovsko ekipo, ki bi te zaveze, ki so bile konkretne, tudi izvršila. Te volitve žal niso bile poštene, tudi niso bile legitimne. Branko Masleša je odločitev prenesel v čas po volitvah, dodatno smo bili teden dni pred volitvami priča 2 sodnim postopkom, lansiranju nove sodne preiskave, nizkotnemu napadu strani vrhovnega državnega tožilca na vodjo opozicije. Torej, te volitve ne morejo biti legitimne. Vlada, ki bo sestavljena na podlagi takšnih volitev, ne bo legitimna. Tisti, ki bo vodil takšno vlado, ne bo legitimen, bo le slovenski Lukašenko. Vlada, ki do oblasti pride na nepošten način, bo tudi prej ali slej padla. Takšne vlade v Slovenski demokratski stranki ne moremo priznati. V državnem zboru naši poslanci ne bodo prevzeli nobene funkcije. O sodelovanju na sejah se bomo odločali selektivno. Pozivamo tudi na različne oblike mirne, vendar odločne državljanske nepokorščine in državljanskega protesta, dokler Slovenija ne bo postala država, utemeljena na pravičnosti kot temelju vladavine prava. Slovenska demokratska stranka se bo v skladu s stališči, ki jih je sprejel 10. kongres in v skladu s sklepi sveta z dne 16. junija z vsemi demokratičnimi sredstvi tako doma kot v Evropi in po svetu borila za to, da se posledice teh nelegitimnih volitev čim prej odpravijo. Njihov rezultat pa je tudi sicer po našem mnenju takšen, da ne omogoča sestave vlade, ki bi Slovenijo lahko popeljala iz krize. Namesto tega bo takšna nelegitimna in nestabilna vlada še bolj siromašila ljudi in uničevala prihodnost Slovenije. Ob tej priložnosti seveda tudi velja poziv, ponoven poziv tako Vrhovnemu kot Ustavnemu sodišču in predsedniku Republike, da nemudoma storijo vse za odpravo razlogov za nelegitimnost teh volitev in čim prej razpišejo poštene in svobodne parlamentarne volitve. Glede na okoliščine bi ob zaključku želel seveda, glede na okoliščine, predvsem čestitati vsem izvoljenim poslankam in poslancem Državnega zbora. Hvala lepa za zdaj. Ali je to poraz za stranko? Vi ste imeli do zdaj v parlamentu 26 poslancev, zdaj se vam to število očitno manjša na 19. Ne, to je poraz za Slovenijo. Ta rezultat je po našem mnenju poraz za Slovenijo, poraz za njeno prihodnost, poraz za pravičnost, poraz za pravičnost, na kateri bi morala biti utemeljena vsaka pravna država. Kakšen razmislek za zamenjavo stranke glede na nižji rezultat? Lahko ponovim, da so te volitve nelegitimne, bile so tudi nepoštene, navedel sem razloge za to.
in temu nimam kaj dodati. Rekli ste, da boste pozvali ljudi k mirnemu protestu, so lahko mogoče konkretno, kaj mislite? Vse sem povedal v izjavi malo pred tem. Hvala lepa. Kaj to pomeni, da ne boste prevzeli položaja v parlamentu? Tako kot sem povedal. Boste vračali torej poslanske mandate? Tega nisem dejal. Hvala.